Eden zelo dober anime, ki je tudi malo kontroverzen, to sezono je Jujutsu Kaisen. Zgoraj pa je kontroverzen? Trenutno je ena velika pereča tema, se pravi produkcija za Jujutsu Kaisen. Sprav studio Mappa. In kdor ne ve o tej kontroverzni, nekaj časa se že pojavlja tematika o tem, kako studio oziroma pač najvišji predstavniki studia delajo z delavci in v kakšnih pogojih pravzaprav delajo ti animatorji. Mappa je znana kot po zelo lepi animaciji. In, pa tudi zelo veliko animejev producira. Problem pa je, da animatorji, ki delajo za njih, so začeli po Twitterju v zadnjem obdobju pisati, v bistvu kakšne... whatever. So začeli v zadnjem obdobju pisati, da v bistvu ni vse med in mleko. Čeprav je animacija lepa, se Mappa zelo veliko zanaša na zunanje izvajalce in notranji izvajalci pa so pač overworkani do te mere, da v bistvu nekateri do 3 dni ne vidijo svoje družine. To je recimo Attestov, se pravi, mislim, da je Mappa animiral 4. sezono Shingeki no Kyojina. In režiser je rekel, da takrat je bil tako velik crunch time, da on ni mogel iti cel vikend domov in so dobesedno je mogel spati v studiu in delati na tej, v bistvu na tem delu. V zadnjem času pa veste, recimo Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, dobesedno vse animeje že delajo. In to samo zaradi tiste najvišje pozicije človeka, ker je greedy in hoče. Jujutsu še posebej, ker ni hotel nobenih, oni, ko ti denar dajo, kaj že... Producenti? Ja. Problem je... In samo on je delal, da bi dobil čisto vse finance on. Kdo to? Mappa. Okej, sem mislil, da je specifičen. Mislim, da sem mislil specifično. Ja, on je na visoki poziciji, da bi veliko profitiral. Ampak, ko rečeš on, praviš Mappa. Ampak veliko animatorjev je začelo pisati zato, ker je bil en whistleblower, ki je rekel, sploh ne morem domov pravzaprav. In potem so pisali, da dobesedno tisti, ki animatorji oziroma režiserji animacije so želeli, da animatorji popravijo te manuskripte toliko časa, da je začelo že vzhajati sonce. Dobesedno so bili cel dan in celo noč v tem studiu in delali, dokler ni ušlo sonce. Potem so šli domov za nekaj ur in spet prišli nazaj. A torej direktorji pa... Ja, in tako režiserji animacije. In potem je bilo v bistvu toliko veliko že zunanjih izvajalcev, da so začeli oni, ki pač niso vezani neki pogodbeno, dropati dobesedno ven. In to se je začel zdaj akumulirati v slabši animaciji, recimo pri Jujutsu Kaisen. Jaz sicer nisem opazil osebno. Jaz tudi nisem opazil. Potem so pa začelo menjati. 14. epizoda Jujutsu Kaisena druge sezone je bila v bistvu precej slabše animirana, kot po standardih prejšnjih epizod. To je direktno, ko se je fajto proti Fire Guyju naslednja epizoda, ko je Sukuna se fajto proti onemu. A ni to epizoda, to je epizoda, kjer se oni v tisti domeni fajta s tisto hobotnico. In pa je bilo v tej epizodi veliko still shotov. In podobno, zato ker preprosto niso imeli časa vse zanimirati. Vse nas gleda svetovno. In ker jih je toliko odšlo, je pa 17. oziroma 17. epizoda bilo dokončana samo do 30%. Sploh niso dokončali vsega, da samo 30% so lahko naredili tega, kar je bilo v bistvu načrtovano. Slišal, da par ur prej je šla ven, so še ljudje popravljali, pa risali. In pa je, da od 18. epizode naprej se bo ta udarec še bolj videl. V bistvu ta drop v animaciji. In so rekli, ampak so rekli tudi različni, kako bi rekel, producenti oziroma direktorji te key animacije, da ljudje zelo radi hajpajo studio Mappa, kako lepo delajo. Pravzaprav so pa v bistvu režiserji in producenti tisti, ki zbirajo te v bistvu tako imenovane animatorje, da lahko sploh dosežejo roke, ki so čist nerealni. En dober primer je recimo Jujutsu Kaisen Zero.
film, ki je šel, mislim, da 1 leto ali nekaj takega nazaj. Timeline, ki so ga imeli, da dokončajo ta film, je bil 4 mesece. Spravi, oni so dobili, v 4 mesecih mora biti ta film dokončan. Okay. In zdaj, kako boste to naredili, to na vas? In potem so res mogli pač logistično, ne vem, najdeti prave animatorje, ki so delali to dan in noč, da bi lahko dokončali ta anime v 4 mesecih. Ker 4 mesece za film, za anime. Ne, že na splošno to rabiš leta včasih. Naprimer, ena epizoda One Piecea, ki je pač med boljšimi, ki je Ishitani Megumi, je režirala 1015. epizodo, je povedala, da so to epizodo animirali 6 ali 7 mesecev. In to je samo 20 minut animacije. In si predstavljate, to uro pa v 4 mesecih narediti. Ne moreš. V bistvu bo kaj govoril o tem, da bo recimo za DVD zdaj naredilo boljše verzije. To se vedno zgodi. Ko prije Blu-ray ven, vedno popravljajo določene scene, pa jih dopolnjujejo. Režiser se je upravičil, da so bi te epizode res slabe, a ne? Pač prav, on se je mogel pričati, čeprav ni nič kriv. On se je trudil, da bi ta epizoda sploh ven prišla. Oni imajo dobro ime. Dobesedno prevzemajo odgovornost za celo organizacijo, ker je, mislim, zelo japonsko, ampak da prevzamejo to odgovornost. Ampak kakor si omenil, v Blu-rayih naj bi prišla potem izboljšana verzija. Vseeno se mi zdi, je pač žalostno, kako se kako v bistvu se stanje po 20-30 letih še vedno ni spremenilo in še vedno delajo v bistvu zelo grdo s temi animatorji, glede na to, koliko denarja se danes vrti v anime. Še bo, ker je vedno več anime oddelanih. Še slabše je pa to, da... Se to nisem na japonskem problem, tudi Američani, Hollywood ima isti problem, ker izkoriščajo CGI, pač tiste pa to in... Vse so propadali, vse so studiji propadali, zato ker enostavno so jih toliko stiskali za vrat. To še bo zdaj hujše, ko bojo imeli AI generated človeka, ki bo govoril in igral noter v filmu. Mislim pa ne vem, če bo to hujše. Mislim, to je hujše, v bistvu to bo po eni strani celo lažje za njih, ko bo lažje naredili. Lažje bo, samo igravci ne bojo več dobivali. Ja, dobro, to je spet druga. Ne to, ampak bodo morda vsem bolj razbremenjeni, ne? Potem vsi ostali. Jaz to vidim kot neko tako priložnost, da se razbremeni. Prihodnost bo še zanimiva, rečemo. Še eno stvar, ki sem jo hotel omeniti glede mape, je zanimivo tudi to, kar ste omenila Netflix. Da Netflix je v zadnjih časih, oziroma Hollywood, oprosti, kar je Netflix v zadnjih časih. Da Netflix pravzaprav je nekako tukaj že mediator, producent, distributer. In mapa je namerno sprejemal minimalno pač dejansko plačilo za njihovo produkcijo. In veliko animatorjev se je pritožvalo, zakaj sprejemajo pač ta minimalc. Ker dobesedno mi delamo dan in noč in oni so sprejeli pač bare minimum. Zakaj? Like, it's not like da ne morajo drugje distributirati svojega dela, če bi ga želeli. Pa tudi mislim, da anime spet niso tisti glavni produkt so pravzaprav merchandise, potem figure, whatever, mange, a ne. To je tisto, kar jim dejansko pol denar prinaša. Čak se na Netflixu predvaja? Mislim, da je film mogoče bil na Netflixu. Vem, da, recimo Vinland Saga, mislim, da je bil na Netflixu. Pač nekatero produkcijo od mape so imeli definitivno na Netflixu. Pa kak je Guru je bil tudi na Netflixu, je tudi od mape. Exactly. So, oni bi definitivno lahko dobili splačilo od Netflixa, ker Netflix je že dokazal, da so pripravljeni vložiti v anime. Sugar Daddy. One Piece live action production je imel en najvišjih v bistvu budgetov ever za serijo. Koliko je imel? Mislim, da $17 milijonov na epizodo. In to je bilo 8 epizod.